Motorna žaga, bi rekel, je sicer eno izmed najbolj nevarnih orodij, kar se jih je človek spomnil, ampak je pa tudi po svoje zelo uporabna. Osnova poklic je reviran gozdar, ampak zraven pa še inštruktor varnega dela z motorno žago pa demonstrator varnega dela. Presečni, pač osebna varovalna oprema vse skupaj. Zdaj, to so, bi rekel, zaščitna oprema za sekača. Obvezno pravzaprav so zaščitne hlače pa čelada, ne. Seveda je pa fajn, da imaš tudi čevlje primerne, te so sekaški, pač specialni sekaški čevlji imajo tudi protivrezno zaščito noter, tako kot hlače. Pač same hlače, če gremo naprej gor, ito noter je na protivrezna zaščita, take kevlarska vlakna so noter. Če se jaz noter užagam, mi pol žago ustavijo, ne, da se ne poškodujem. Pol naprej je pač ta zgornji del, jopič, rokavice, pa varnostna čelada z mrežo pa z glušniki, ne. Za zaščito sluha pa mreža za zaščito obraza, ne. Motorna žaga uporabna je pač osnovno za delo v gozdu, za podiranje drevja, pol za žaganje konec koncev drv. Krovci jih uporabljajo recimo v tišljariji, po domače povedano, pa podobnih zadevah. Ne, za več stvari se lahko motorna žaga uporablja, seveda prvenstveno po gozdarstvu, ne. Prikrajšano mukotrpno delo, ki so ga včasih upravljali z ročnimi žagami ali pa sekirami, a ne. Sicer zdaj bolj moderen pristop je tudi stroji za sečno, ampak povsod tisti stroji pač niso primerni za uporabo, tako da je žaga, vsaj kar se pri nas tiče, naših terenov tiče, še zmeraj tista glavno orodje, s katerim se lahko, ne vem, poseka drevje, da se pol dobi les za nadaljnjo uporabo. Brez tega orodja pa žal še vedno ni dobro hoditi v gozd, še vedno je kdaj treba kakšno stvar presekati na roke, lahko kakšna veja stisne, pa konec koncev, če se podira drevje, ko damo klin noter, s katerim podremo drevo, je še zmeraj treba nekaj, da po klinu udarjamo, in zato je sekira še vedno potrebna, ne. Ja, takrat so malo nabirali kandidate, kdor se je javil, zdaj fajn je, če imaš tudi malo predispozicijo od doma, da si nekako praktičen, da znaš delati z motorno žago, seveda osnova je znanje z tega področja. Je pa tako, imeti moraš pa tudi malo smisla za javno nastopanje, konec koncev te tam na tečaju gleda toliko pa toliko ljudi ali pa na kakšni predstavitvi, da znaš kaj povedati, ne, da je jasno razložen, dosti enostaven, pa da res poveš tisto, kar je treba, ne. V bistvu, da se ljudje tudi kaj naučijo iz tega. Drevo prej ali slej odmre, prej ali slej, ne. Zdaj, če mi majčkeno prej pridemo, imamo še kakšno korist od tega, ne. Lahko imamo stol iz plastike, lahko imamo pa iz tega lesa stol iz lesa, ne. Lahko pripeljemo za ogrevanje naftne derivate iz Azije, lahko zato uporabimo ta les, ki je pri nas. Mi ga samo majčkeno preden bo sam odmrl, uporabimo. Druga stvar je pa to, da v naravi včasih, ne vem, tukaj zadaj je en konec gozda, ki se že pomlajuje, ne. Zdaj, če mi to ta prav čas spravimo odraslo drevje stran, dobimo pač mlado drevje ven, ker staro drevje tudi ni najbolj odporno na vremenske neprilike. Poleg tega je pa dostikrat tako, da če tega nastorimo ta prav čas, pomladek odmre. In pol se zgodi, da tisto drevo pade in nimamo ne starega drevesa več, pa ne pomladka več. In nekako naša stroka je na osnovi, modeli so narejeni na osnovi tega, kaj se dogaja v pragozdu, ne. Eno drevo pade prej, eno kasneje, eno lahko zraste zelo debelo, in mi nekako to izkoriščamo, vse te različne načine, ali pa bi rekel, načine pomlajevanja ali pa tega, da dobimo nov gozd in da imamo tudi kaj koristi od tega, ne. V končni fazi ni zaradi tega nič slabši zrak, če malo prej posekamo, živali še vedno se lahko hodijo, so v gozdu, ljudje ravno tako lahko vse koristi ostale koristimo, ne.
kaj smo zdaj naredili? Naredili smo to, da je lahko drevo padlo. Torej, prvo smo naredili zasek, pač tako, kot navodila zahtevajo. Lahko povem, da je bil kot zaseka med 35-45 stopinj, globok nekje tam do 1/4, med 1/6 in 1/4 premera. Mi smo šli tukaj približno na 1/5. To je, drevo je bil debut tam dobrih 25, torej smo šli tukaj notraj 5-6 cm. Potem smo pa naredili podžagovanje na malo drugačen način, ki je običaj, ker je drevo viselo naprej. V smer, kamor smo ga podelali, smo zato naredili obodni rez, torej da smo tukaj, ko so recimo po pravilih najprej žaga stisnjena vlakna in potem napeta, da smo tukaj najbolj stisnjena vlakna prežagali in smo oblikovali pol še tole ščetino, to je ta pnt, okrog katerega se drevo zvrne, zato da nam ne gre ne levo pa ne desno in ta pnt takole od vrha dol zgleda. Potem smo šli pa, seveda s tem podžigovanjem smo šli cirka 1/10 premera drevesa višji, torej malo je treba matematike znati, malo ulomkov. To je bil v tem primeru spet dobre 2 cm pa 3 višji, pa malo še nazaj, torej da smo pustili peto in na koncu smo najbolj napeta vlakna prežagali in je drevo pol samo od sebe padel, zato ker je pač visel v tisto smer, kamor smo podelali. In hvala Bogu je padel točno tako, ki je mogel, varno in uspešno pa mladini smo dali plec, da bo lahko naprej rasla.